Pozdravljeni! Pravkar ste videli odklepanje zaslona pri novem iPhonu 5S. Ta pametni mobilnik je na pogled povsem enak kot predhodnik iPhone 5. Razlikujeta se zgolj v okrogli tipki pod zaslonom, pod katero ima novinec skrit čitalec prstnih odtisov. Okrog njega pa je kovinski obroček, ki pomaga pri delovanju tega čitalca. Tipka je tudi malenkost manj ubočena. Princip delovanja je tak, da telefon vključimo kot vsak iPhone s tipko zgoraj ali pod zaslonom, nato pa na spodnjo tipko položimo prst in ko ga čitalec prepozna, se zaslon odklene. To ponavadi deluje hitro in brez težav, lahko pa čitalec v prvem ali celo več poskusih zataji, kar se nam je začelo dogajati po približno enem tednu uporabe. Pomaga, če tipko obrišemo, sicer je treba vtipkati varnostno kodo, ki jo nastavimo sami. V sistem lahko vnesemo največ 5 prstnih odtisov. Internet pravi, da je možno isti prst vnesti tudi večkrat in da to poveča zanesljivost delovanja čitalca, vendar tega nismo preizkusili. Samo vnašanje prstnega odtisa traja kakšne pol minute. Prst moramo izmenično polagati na tipko in ga odmikati, vmes pa tudi vsaj enkrat spremeniti kot prsta. Sistem pa si zapisuje podrobnosti o njem. Ko je odtis shranjen, ga čitalec takoj prepozna. Ob vsakem novem zagonu aparata pa je treba vtipkati kodo. Kot rečeno, je iPhone 5S na pogled praktično enak kot iPhone 5. Aluminijasto ohišje je identično. Na spodnji strani so zvočnik, mikrofon in izhod za slušalke, na zadnji strani vgravirano jabolko, manjša razlika pa je pri modulu za fotografiranje. Tipalo je sicer na pogled podobno veliko, toda bliskavica oziroma svetilka ima zdaj 2 sveteči diodi različnih barv. Druga od 3 glavnih novosti v 5S je 64-bitni procesor oziroma sistem na čipu. Ali se to dejansko pozna v hitrosti delovanja, je težko soditi. Je pa telefon vsekakor hiter in izjemno odziven. Sprehajanje naokrog, skakanje iz aplikacije v aplikacijo, ogledovanje fotografij, pomikanje po najbolj zahtevnih spletnih straneh, vse je popolnoma gladko in tekoče. Težko pa bi rekli, da je razlika glede na predhodnika ali 5C ogromna. Tudi grafično zahtevna dirkaška igra, ki sicer z vsemi podrobnostmi deluje brez težav, za zdaj ne prinaša ničesar, kar drugi telefoni ne bi. Grafična podoba je enaka kot drugod. Fotoaparat je tretja pomembna nadgradnja. Ne samo dvobarvna bliskavica, tudi tipalo, čeprav še vedno z 8 milijoni točk, je drugačno. Sam fotografski vmesnik je enak kot pri vseh napravah z iOS 7. Omogoča običajno fotografiranje, zajem kvadratne instagramovske fotografije, delanje panoramskih posnetkov, snemanje običajnega videa in počasnih posnetkov. Nastavitev je malo, zgolj za bliskavico in visok dinamičen razpon HDR lahko določimo, ali sta vključena ali ne. Fotografijam pa lahko dodamo še instagramovske filtre. Najbolj impresiven del fotoaparata je rafalni posnetek. Če držimo tipko za fotografiranje, iPhone 5S zajema eno fotografijo za drugo, vse v polni razločljivosti, kot kalašnikovka. Nato pogledamo, kaj smo zajeli, izberemo prave in izbrišemo ostale fotografije. Možnost snemanja videa s 120 sličicami na sekundo je ena od tistih funkcionalnosti, ki se slišijo dobro v oglasih, v praksih pa jo poskusimo nekajkrat, potem pa nanje pozabimo. Ko je posnetek zajet, ga odpremo, določimo, kateri del naj bo upočasnjen in pogledamo. Posnetek se začne hitro, potem upočasni in spet zaključi v normalni hitrosti. Video, ki ga zajame iPhone 5S, je sicer odličen. Hitri prehodi so gladki in slika lepa. Tudi fotografije so zelo kvalitetne. V dobri svetlobi sicer ni opazne razlike glede na predhodnika, pa tudi kakšnega konkurenta. V slabi svetlobi pa se pokažejo razlike. Šuma je precej manj in podrobnosti več. Bolj za šalo smo naredili še posnetke v skoraj popolni temi in iz njih poskušali izvleči kaj vidnega. Tudi tu se je 5S odrezal najbolje. Funkcije sistema iOS 7 že poznajo uporabniki,
ki so nadgradili svoje stare iPhone in iPade, tako da tukaj ni pravih novosti. Naš največji pomislek glede Applovega vrhunskega modela, poleg trajanja baterije, je velikost njegovega zaslona. Konkurenca je mejo pomaknila daleč nad 10,16 cm diagonale, kot jo premore 5S. Primerjava s telefonom z zaslonom diagonale 12,7 cm pokaže kar precejšno razliko. Na večjem telefonu sicer ni veliko več vsebine, ker aplikacije pač niso narejene tako, je pa zato ta vsebina precej večja in zato bolj prijazna za oči. iPhone 5S ima dober zvočnik in tudi zaslon je dovolj kakovosten, čeprav ga v razločljivosti konkurenca prekaša, da je ogled videov na njem uporabniku užitek. Spet pa lahko ugotovimo, da večji telefon ponuja tudi večjo sliko videa. In čeprav je iPhone 5S odličen mobilnik, si želimo, da bi Apple pri nasledniku nekoliko zmanjšal robove nad zaslonom in pod njim, ter ga nekoliko razširil in tako povečal zaslon. iPhone 5S sem za delo Infoteh ocenil Matjaž.